Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v naših Facebook pogovorih v projektu Teniško aktivni. Naš cilj je biti čim bolj informativen in izobraževalen. In verjamem, da bo tako tudi danes. V naši družbi je namreč nekdanja teniška igralka, psihologinja, inštruktorica qigonga, izvajalka EFT terapije Tjaša Jezernik. Tjaša, lep pozdrav. Lep pozdrav. Začnimo najprej s tistim, nekdanja teniška igralka, da te ljudi malce bolj spoznajo. Najvišja uvrstitev je bila 416. mesto, v dvojicah si bila še višje, dolga leta si igrala tudi v Fed Cup reprezentanci, največkrat s Tino Križan v igri dvojic. Kako zdaj, 25 let kasneje, tako nekako, gledaš na svojo tekmovalno pot, je kaj obžalovanja? Ja, res je že dolgo časa nazaj, mogoče celo več kot 25 let. Ne, definitivno ni nobenega obžalovanja, ker v tistem času, v tistem prostoru, v katerem sem se nahajala, pa smo se nahajali, so bile mogoče moje možnosti takrat s tistim, kar sem imela na razpolago, izkoriščene na najboljši možen način. Zdaj, ko gledam nazaj, kaj vse je mogoče danes na razpolago, kaj vse je danes na dosegu roke za tekmovalce, ki se dejansko želijo ukvarjati s tekmovalnim športom, moram reči, da imajo res dobre pogoje. Informacije na razpolago, mogoče kdaj še preveč. In se vsi preveč zapletajo v te informacije, ki so na spletu, sprašujejo veliko ljudi, pa jim že mogoče njihovo presojo pokvari, ampak dejansko ne. Moram reči, da sem se imela jaz kot tenisačica stvari, ki sem jih nekje dala skozi, ki sem jih naredila, zelo v redu. In mogoče ne bi spremenila nič, če bi se še enkrat vrnila nazaj, bi samo katere stvari dodala, za katere zdaj vem boljše. In to zdaj dodajaš svojim, recimo temu, varovancem, koliko so ti te praktične izkušnje s terena pomagala pri upravljanju sedanje službe? Že 25 let se namreč ukvarjaš športniki, njihovim optimalnim nastopom, pripravo, med drugim zdaj skrbiš tudi za Kajo Juvan, ker smo ravno na teniškem pogovoru. Ja, jaz mislim, da ogromno, zaradi tega, ker lahko črpam svoje znanje mogoče iz več vidikov in iz vidika tega, kako je dejansko biti v neki tekmovalni situaciji, ki zajema ogromno stvari, zajema veliko stresa, zajema soočanje s tem stresom, pa ne samo na samem igrišču, ampak tudi situacije, ki se ob igrišču dogajajo. Mogoče se lažje postavim v njihovo vlogo, mogoče se tudi lažje postavim v vlogo trenerja, na koncu na drugi strani. In mogoče mi to omogoča malo vzpostaviti hitrejši odnos s temi tekmovalci in vzpostaviti tisto iskrenost in zaupanje, ki v tem razmerju nastane. Mogoče se zaradi tega hitreje povežem, ni nujno, ampak jaz mislim, da je to tista kvaliteta, ki sem jo mogoče prinesla iz svojih prejšnjih izkušenj v sedanjo situacijo. Ja, omenila si to razmerje, v to razmerje je verjetno potrebno dodati še starša. Starši so verjetno zelo pomemben faktor v razvoju igralca. Vem, da ni enoznačnega odgovora, pa vseeno, kakšen je torej idealen starš? Helikopter starš verjetno ne? Jaz bom rekla, da ne vem, če lahko govorimo o idealnem staršu, zato ker ima vsako družinsko okolje neko svojo specifiko. Vseeno pa je definitivno ti starš, ki omogoča tekmovalcu tisto neko svobodo izražanja na koncu, svobodo dela, prostor, v katerem lahko tudi napake nastajajo in so pri tem otroci okej. Da ko naredijo napako, ni pogledal, joj, kaj je bilo narobe, joj, kaj bom zdaj doma slišal, joj, spet nekdo ni bil zadovoljen, ampak da si pustijo tisto svobodo dela, ker na koncu je naloga staršev, ja, ogromna naloga, naučiti otroka samostojnosti, naučiti nekih delovnih navad, jih na koncu tudi motivirati in jim nuditi ramo. Takrat, ko jo otroci potrebujejo. Seveda pride tudi, ne govorim zdaj, da jim dajo potuho, seveda je tu spet neka meja strogosti, ampak strogost mogoče ven iz tega športa, da trener res naredi svoje delo, da se starši lahko seveda svobodno pogovorijo s trenerjem, so mogoče kakšne stvari, ki
lahko ob tem pogovoru in sodelovanju s trenerjem dobro vplivajo na situacije tudi izven igrišča, ampak predvsem, da ima otrok neko varno okolico doma, ki mu nudi podporo in mogoče ne, mislim, težko je reči absolutno ne vmešavanje v tenis, ker na koncu vedno v neki fazi pride do vmešavanja, ampak vsaj, da je to vmešavanje na ravni, ki ne vpliva pretirano na razpoloženje otroka, na njegovo samozavest, na mogoče tisto, da zamaje čustveno stabilnost otroka, ampak da jo nekje pomagajo graditi in izboljšati na ta način. Ja, v preteklih intervjujih sem velikokrat omenil to čustveno neudobje, ki nastane ob porazih, pa ob nenehnih ponovitvah na treningih, lahko bi rekli tudi trpljenje, saj treningov veliko več kot na to tekem in posledično potem tudi zmag. Kako se naj otroci spopadajo s tem? Predvsem je mogoče na začetku to razumevanje športa kot takega, razumevanje tenisa, tisto, kar se lahko tudi dotaknejo na treningih, ne samo tehnike, kondicije, ampak gre za cel skupek dojemanja določenih situacij. Obstaja na koncu ogromno vaj, ki pomagajo pri grajenju čustvene stabilnosti, ki pomagajo pri tem, da posameznik ostane centriran, miren, da obvladuje sebe, ampak pri tem govorimo o enakem delu, kot se dogaja na igrišču. To delo lahko opravlja nekdo na igrišču, lahko ga opravlja izven igrišča, gre za neko delo, ki se nadaljuje, ki se nikoli ne ustavlja. In čustveno neudobje na nek način vedno bo. Naloga tistega je, ki je na igrišču, da to čustveno neudobje skrajša, da je čim krajše, ker na koncu je neudobje pride tako, kot pride veselje. Gre za tisti pogled na situacijo, razumevanje situacije in tisto sposobnost, da se zna zelo hitro sprostiti, ampak sprostiti se bo znal hitro, ko bo mogoče te stvari vadil, delal tudi izven igrišča, v kakšnih drugih situacijah, zato da jih lažje prenese na igrišče, na koncu, da ga nekdo spomni, da se to zanj ali zanjo dogaja na igrišču. Drugače pa, jaz pravim, od čustvenega neudobja se ne rabimo bežati od tega čustvenega neudobja, ker je naše na koncu, rabimo ga sprejeti, se regrupirati, najti nov fokus in iti naprej, da je to res čim krajše. Da ta nihanja niso kot neki ogromni vali in cunami, ampak da so zelo majhna in se lahko na koncu tekmi, v treningu, v nekem tekmovalnem procesu, bolj tudi kasneje, ko dejansko stvari so mogoče na malo drugačnem, višjem nivoju, veliko več zahtev, veliko več truda povezanega, veliko več obremenitev, veliko več ostalih stvari, ki nekje pridejo zraven, ko se mogoče pri 12, 13, 14-letniku niti še ne dogajajo. No in pri teh letih velikokrat otroci pridejo bolj ali manj samo na trening, ne vsi, večina, a tam z glavo niso prisotni. Kaj se da spremeniti? Verjetno je potrebno nekaj spremeniti, ker samo priti na trening ni dovolj, če želiš biti na koncu uspešen. Ja, res je. Jaz sicer menim, da neodvisno od tega, ali se otrok v nadaljevanju loti tekmovalnega športa kot takega, iti v profesionalni šport, to je res pač neko obdobje, v katerem je treba vztrajati, da se pride do tja, ampak tudi če gre otrok na tenis samo zaradi rekreacije, je, jaz mislim, potrebno to prisotnost prinesti že v sam začetek treninga, da znajo pustiti stvari za seboj. Mogoče je dih tista najbolj enostavna zadeva, ki se lahko vnese v začetek treninga, zato da dosežejo sami pri sebi nek mir, mirnost svojih misli, da se da namen nekemu treningu, pa tudi če je to ena stvar. Ampak da so naloge specifične, da so jasne, da sploh v mlajših kategorijah, ko je še potrebno dosti zunanje motivacije, da se naloge lažje opravijo, da otroci vejo, kaj delajo, kaj je v teh vajah za njih, kakšno korist oni dobijo, da so vpleteni v sam proces treninga, da poteka neka interakcija, ne samo neka konstantna navodila, naredi to, naredi to, naredi tretje, ampak da so nekje vpleteni v tisti trening, zato da se počutijo del tega, kar delajo, in da ko končajo trening, da imajo občutek,
da so sami prispevali nekaj k tem treningu in da na koncu vejo, kaj se je za njih na tem treningu dogajalo. Seveda to varira različnih nivojev, ampak na koncu ta prisotnost, biti tam in samo tam, jaz mislim, da je nekaj, kar lahko prispeva v samem razvoju tekmovalca, neodvisno od tega, je njegov namen iti v profesionalen šport ali samo igrati tenis in biti prisoten. Neka meditacija na nek način. Kaj pa morda, če gre na novo temo, razmerje, talent, trdo delo, če je prvega preveč pri teh mladih tekmovalcih, je to mnogokrat morda tudi ovira, vseeno se je potrebno na koncu potruditi za uspeh. Kako postopaš s talenti? Talent je definitivno dobrodošel, ker bo marsikatero stvar olajšal na celotni poti. Ampak definitivno pa sam talent ne bi nikoli potencirala do te meje, da začne nekdo razmišljati o tem, ok, imam talent, ne rabim absolutno nobene druge stvari delati. Poudarek na tem, da delo še vsem je potrebno opraviti. Na takšen ali pa drugačen način. Talent je nekaj, kar mu mogoče kakšno stvar olajša, ga mogoče pripelje na naslednjo stopnico, mogoče malenkost hitreje, mogoče. Ampak je samo nek plus, ki ga posameznik prinese v šport, za katerega se je odločil. Brez dobro načrtovanega programa, brez ljudi, ki na koncu to osebo podpirajo, na koncu brez mogoče dobre kondicijske priprave, mentalne priprave, dobrega načrtovanja turnirjev, najverjetneje bo talent ostal samo pri tem, da je talent in absolutno nič drugega. Če gremo morda za konec malce bolj na splošno temo, ne samo pri talentih, ampak na splošno, kako bo trenutna situacija vplivala morda na otrokov odnos do športa, saj v zadnjih, mislim, da 9 mesecih praktično v nekaterih športih ni pravega treninga, kako poskrbeti, da otroci ne bodo izgubili te ljubezni do športa? Ja, res je, mi je kar hudo, ko gledam vse te športnike v kategorijah, katerim je prepovedano na nek način trenirati. In mislim, da veliko trenerjev iz veliko športov to dokaj uspešno dela preko raznih konferenc, Zoom konferenc, imajo treninge na daljavo, je ta motivacijski faktor, kjer mogoče zdaj, če kdajkoli je zdaj pomembno, da en druga iskreno spodbujajo, zato ker na koncu vsak na svojem koncu trenira. In to ni vedno enostavno. Ta spodbuda teh vseh športnikov, mogoče gledanje določenih tekem, za katere prej nikoli ni bilo časa, mogoče neka specifična navodila trenerjev, kaj naj pogledajo, katere so prvine določene tekme, mogoče pogledati cele tekme, ker zdaj smo spet pri tenisu, ampak mogoče je to čas, ko se ga da izkoristiti za stvari, za katere mogoče drugače ni dovolj časa. Mogoče se naučiti pogledati malo globlje vase, mogoče se naučiti mirnosti, mogoče se posvetiti dihu na malo drugačen način, mogoče se posvetiti vizualizaciji, mogoče modelirati s pomočjo določenih posnetkov. Vem pa, da se trenerji zelo trudijo, da bi te športniki ohranili tisti nivo motivacije, da ko se na koncu vse odpre oziroma ko se bomo lahko spet svobodno gibali v tem našem prostoru, da bojo šli nekje v svoje arene in delati tisto, kar mogoče najraje delajo. Je lahko to najin zaključek ali bo vseeno tvoja zadnja misel nekoliko drugačna? Zdaj imaš čas, da poveš, kaj si želela povedati, pa morda nisem opozoril na to. Anže, jaz mislim, da sva veliko stvari obdelala. Predvsem bi pa rekla, da je pot zelo dolga in da je v katerem koli športu, da se mogoče ne zaženejo prehitro. Zato, ker na koncu vsaka stvar rabi svoj čas, rabi svoj prostor, predvsem pa ne ohranijo tisti namen, kaj je tisto, kar njih drži v športu, kaj je tisto, zaradi česa so se oni
prvi fazi odločili za šport, katerega radi delajo, in je temu treba slediti, neodvisno ali je situacija njim v korist ali ne. Skozi vse situacije, ko je jasen namen, so stvari bistveno lepše in bistveno bolj enostavne. Zato naj delajo naprej, karkoli delajo, na dober način in z optimizmom. Hvala lepa. Ostanejo zdravi. Hvala lepa, to si tako lepo povedala, da meni ne preostane nič drugega, kot da se ti zahvalim za čas in srečno v letu 2021. Hvala tebi, Anže, in srečno celotni športni populaciji in vsem ostalim. Hvala.